Alena smo ujeli na pripravah za olimpijske igre. Naš paratriatlon je sestavljen iz 750 metrov plavanja, sledi 20 km kolesa in pa na koncu 5 km teka. Čez vse 3 segmente potrebuje istega spremljevalca iz iste države, ki pa ga ni lahko najti. Težava je v tem, jaz imam lahko državnega prvaka v plavanju, pa mi to čisto nič ne pomaga, ker potem mora biti v vseh 3 segmentih dober. Sem moral iskati med triatlonci, med v bistvu prvimi 5 v Sloveniji, nekako mi je uspel. Najteže je pri plavanju. Dejansko midva ne morava govoriti, kje sem, ne vem točno, kje sem na progi. Edina komunikacija, ki je v bistvu, ko me on udari po enem delu telesa, takrat, ko je treba zaviti, ko prideva do boje, recimo. Zdaj pri plavanju smo povezana z takim leštrikom, ne sme biti dolg več kot 1 meter, elastičen, kjer imam jaz recimo tole preko stegna in pa partner preko svojega desnega stegna. Pri teku je podobno. Vsak na svoji strani in v bistvu potem med tekom se nekako dotikava z komolec nadlah tole recimo in eno k drugemu tečeva. Na kaj pa mora biti Peter kot spremljevalec najbolj pozoren? Da imam 4 oči. To je dejansko najbolj pomembno. Varnost, predvsem Alena, dejansko slediš nekaj tudi mene. Pri kolesu je vodilni Peter. A on, ko ne vidi, dejansko je stvar samo v tem, da so njegove oči moje oči. In če bi bil on spredi, je vprašanje, kam bi šla. Delo trenerja, čeprav je Alen šolan in vrhunski športnik, ni lahko. Po pravici povedano nisem nikoli razmišljal, da je karkoli drugače. Pol skozi proces ugotoviš, da je drugače, da mu daš občutek, da ti zaupa največ. Alen še pravi, da v Sloveniji med slepimi in slabovidnimi ni velike konkurence. Prav, ker ni konkurence, potem so temu primerni tudi nekak rezultati. Hočem reči, da sem to hitrejši od ostalih, da ne vem. Naša želja je, da se bosta Alenova zgodba in ljubezen do športa dotaknili in mogoče opogumili še koga, ki se je znašel v podobnem življenjskem položaju.